Poslanka magistrica Tamara Kozlovič pa bo seveda govorila o verjetno najbolj zahtevni reformi v zadnjih 30 letih v Sloveniji. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, v Gibanju Svoboda smo praktično stavili vse na zdravstvo. In mislim, da z trdim delom, vztrajnostjo, veliko usklajevanja nam je uspelo. Izvedli smo več ukrepov, sprejeli številne zakone, številne ukrepe, s katerim smo želeli doseči cilj ali pa tisto zavezo, ki smo jo obljubili našim volivkam in volivcem. To je postaviti javno zdravstvo tako, ki bo pravično, učinkovito, dostopno, kakovostno in v okviru tega tudi seveda varno za naše državljanke in državljane. En glavnih zavez je bila jasna razmejitev javnega in zasebnega zdravstva. To smo dosegli z novelo, ki je tudi požela recimo največ zanimanja, to je Zakon o zdravstveni dejavnosti. Tukaj moram povedati, da smo v okviru koalicije internih usklajevanj z tudi socialnimi partnerji, z različnimi deležniki, z Ministrstvom za zdravje imeli več kot 30 aktivnih sestankov, nekateri so trajali tudi več ur, da smo prišli do takšnih rešitev, ki smo jih potem kar z veliko podporo vseh treh koalicijskih partnerjev sprejeli v državnem zboru. A to je le eden izmed zelo pomembnih zakonov, ki se jih, ne vem, ali zaradi pomanjkanja vizije, ali zaradi pomanjkanja poguma, ali ker so podlegli različnim interesom, prejšnje vlade niso dotaknile, namreč v tej vladi, v tej koaliciji smo sprejeli vrsto zakonov, ki se jih nihče ni upal dotakniti in so stali v predalu. Eden izmed teh je zagotovo zakon o kakovosti v zdravstvu. Eden izmed teh je zakon o zdravstveni ZZVZZ, torej zakon o zdravstveni varnosti in zdravstveni zavarovanju, s katerim smo preoblikovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obvezni zdravstveni prispevek. Tudi to je bila ena anomalija, o kateri so poročali 30 let različni strokovnjaki in je žal ostala v predalu. Da ne govorim o številnih neustavnostih, ki smo se jih v tej vladi, v tej koaliciji upali odpravljati, denimo z zakonom o nalezljivih boleznih, zakonom o lekarniški dejavnosti in ne nazadnje z zadnjim zakonom, ki ga bomo obravnavali v kratkem v državnem zboru, ki odpravlja ugotovljeno neustavnost pri pomoči z oploditvi z biomedicinsko pomočjo. To vse dokazuje, da nam je mar, zato ker smo obljubili smo tudi pravno državo, kjer bomo odpravljali vsa tista neskladja. To so nekako nepolitični ali pa nevšečni ukrepi. Mi smo pa čutili to odgovornost, da ne smemo več gledati stran in da moramo tudi tista tako nepolitično všečna vprašanja zapreti in jih končno urediti. Zdaj, da dokazujemo z delom in z dejanji, da niso to samo besede, je zagotovo podatek, da smo v državnem zboru obravnavali kar 35 zakonov z področja zdravstva, od tega smo jih 20 tudi sprejeli. Jaz imam tudi primerjavo, ker sem se malo s številkami preigrala za prejšnje mandate, torej v prejšnjih mandatih je bilo obravnavanih 36 zakonov, od tega 21 sprejetih, pa 15 nesprejetih in če se pohecam še z mandatom 2011 do 2014, kjer je državni zbor na področju zdravstva obravnaval zgolj 9 zakonov, od tega jih je bilo 5 sprejetih. Seveda v nadaljevanju imam za več mandatov za nazaj te številke in če koga zanima, lahko tudi to predstavim. Ni pa seveda samo zakon tisti merodajen, ki pove, da se je izvajalo številne dobre ukrepe. Ministrstvo za zdravstvo
tako kot je za zdravje, tako kot je že Nataša povedala, je sprejelo več kot 40 podzakonskih aktov, številne ukrepe za skrajšanje čakalnih vrst, za povečanje dostopnosti primarnega zdravstva, za ureditev nujne medicinske pomoči. Skratka, dela je bilo opravljenega veliko in tako kot smo se mi zavezali do zadnje sekunde našega mandata, bomo še naprej trdo delali in čaka nas še nekaj zakonov, s katerimi bomo uresničevali tudi referendumsko voljo in zagotovo bomo še poročali o zakonih, ki prihajajo, vse s ciljem zagotoviti varno obravnavo naših pacientk in pacientov. Hvala. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Kaj se dogaja z obveznim zdravstvenim prispevkom, do kdaj pa v smeri socialno-pravičnejše prispevka naj bi šlo, tukaj razmišljate zdaj o progresiji, o proporcionalni izvedbi ali obeh prispevkov na skupni imenovalec, pa pod vprašanje glede pokojninske, kaj se zgodi po potencialnem referendumu z evropskimi sredstvi? Kaj to pomeni z evropske sredstva, ki so vezane na to zagovarjanje? Hvala za vprašanje. Torej, kar se tiče še tega drugega koraka do končnega preoblikovanja tudi obveznega zdravstvenega prispevka, seveda mi v Svobodi o tem razmišljamo, tudi z obema pristojnima ministrstva, torej Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za finance in s koalicijskimi partnerji se pogovarjamo, pripravljamo izračune in jih seveda pogledamo. Tako da absolutno si želimo še bolj pravičnega ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar je zdaj po novem tudi obvezni zdravstveni prispevek. Mi smo dobili pobudo predstavnikov civilne družbe. Ta zakon nismo še podrobno proučili v poslanski skupini Svoboda, o njem se še nismo pogovorili. Zagotovo bi si pa želeli, glede na številne reforme, ki smo jih aktivno usklajevali s socialnimi partnerji, torej v okviru ESS-ja, bodi si plačna reforma in pokojninska reforma, kjer je šlo za dolgotrajen proces, ker je eno prineslo drugo, si bi želeli, da tudi morebiten ta drugi korak dorečemo vsaj z soglasjem Evropskega socialnega sveta. Absolutno pa o tem razmišljamo, zaveza, da bo ta še bolj pravičen, ostaja in od nje nismo odstopili. Pa kdo kdaj, pa kaj je progresija in proporcionalni, torej, čemu se nagibate? Nagibamo se načeloma progresiji, vendar ne izključujemo ne ene ne druge. Cilj je, da je zadeva pravičnejša, kot je to danes, ampak to prinese več stvari za sabo, ker še vedno ostaja tudi vzporedno s tem tudi ta cilj, da zagotovimo vzdržnost financiranja javnega zdravstvenega sistema. Vemo, da smo dolgoživa družba, prihajajo nove metode zdravljenja, ki so dražje in vse to je potrebno vključiti v celo razpravo o tem prispevku, da ne omenjam tudi plačne reforme, ki vseeno je povzročila tudi dvig plač v javnih zdravstvenih zavodih. Zato je potrebno vse skupaj, torej vse reforme na nek način gledati skupaj, tudi vključno z dolgotrajno oskrbo, kjer prinaša še dodaten prispevek in zato si pa želimo res širšega soglasja, kar bo vplivalo dejansko na vse. Še eno vprašanje, kdaj pa bil na zadnje sestanek prav na to temo na ravni vlade? Zdaj, tako, če malo karikiram, ni ga koalicijskega sestanka, kjer se o tem ne pogovarjamo in ni ga sestanka z ministri, kjer ne odpremo te teme. Tako da dialog poteka, ampak kot rečeno, ker gre za zelo kompleksno zadevo, ki se navezuje delno tudi na pokojninsko reformo, na plačno reformo, se je v tej prvi fazi se nam je zdelo najbolj pomembno, da se zamrzne to višanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, danes obveznega zdravstvenega prispevka, zato da najranljivejši ne bi plačevali po napovedih danes celo 55 € na osebo. Ta znesek je bistveno nižji,
zdaj že 2 leti ga naše državljanke in državljani plačujejo, tako da ta cilj smo mi dosegli, da smo to zavarovali in ne nazadnje smo po 30 letih anomalije, to so strokovnjaki opozarjali, da je to anomalija, to zadevo odpravili, tako da so zdaj vsa pobrana sredstva v skupni zdravstveni blagajni vseh nas. Lahko samo pod vprašanje, glas ljudstva vam je posredoval zakonski predlog na to temo, pa boste podprli, odgovor pričakujete vedno? Kot rečeno, v poslanski skupini ga nismo še podrobno proučili, tudi se nismo o njemu podrobno pogovorili, niti ne s koalicijskimi partnerji, tako da karkoli bi danes rekla je zelo preuranjeno, zaveza ostaja, torej da naj bo ta prispevek še bolj pravičen in da bi si želeli tudi soglasja ESS-ja k kakršnemkoli rešitvi bo prišla na mesto. Hi ho, the dairy, the cheese stands alone.